Kdaj si pa ti ugotovila, da ti gre petje res dobro od glasilk? Ker sem mami vprašala, kdaj sem začela peti, rekla takrat, ko si začela govoriti. Tole je vse predvidevam po barvi? Ja, se piše kar vse, ja. Pomaga, če človek zna brati. Kaj so pa te stvari, recimo, ki jih v operi ne doživiš na odru, jih pa pri muziklu? Glavna razlika seveda je samo ozvočenje, se pravi, smo na mikrofonih, kar pomeni, da si lahko mogoče kakšno stvar privoščimo tudi bolj povedati. V operi je le pomembno, da ti moraš priti čez orkester. Zdaj pač, ali imaš nizko, ali imaš visoko, moraš priti čez. Teče dol. Koliko mal je treba, da človek sreče, ne? Se pravi, ti je bila bi očitno tudi Elza, ki si jo odpela kar pisana na kožo. Ja, Elza je bila, to je pa tudi ena taka lepa izkušnja, no? Neverjeten. Sicer so mi polkašni starši pisali, saj te imamo radi, sam ne morem te več poslušati. Lepo in seveda še enkrat zelo lepo pozdravljeni. Gledate ali pa poslušate Šparov podcast Po mojem okusu, niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo razkrivali svoje raznolike življenjske sloge in pripravili slastne sendviče. Danes, v današnji oddaji je z nami pevka, nagrajenka Prešernovega sklada, mezzosopranistka, šansonjerka, samospevka, pojoča zvezda, strokovna zmagovalka slovenske popevke, javno mnenje, opomba pod črto, ne iz telefonskih anket, ampak iz opere Orfej v peklu in mama kokoš, Nuška Drašček. Tak intro, ej. Super. Sem si vzel čast, ko veš, kad ne veš, kako bojo gosti govorili, pa raj daš dolg intro, da imaš saj... Po mojem ne straha, no. Da je. Ej, a veš, kaj bi začel? Preden greva, najprej seveda najlepša hvala, ker si vzela čas za nas, ampak preden greva karko na vse te stvari, ker tukaj imam še par stavkov za prebrati iz utemeljitve ob nagradi Prešernovega sklada, ampak mama kokoš. Mama kokoš. Daj povej, to je... Mati kura. To je zanimiv projekt, ki je pravzaprav narejen po slikanici. Ja, Lila Prap, vizualna podoba. To je musical Kure, ki smo ga naredili s Hišo Celje, oziroma so ga naredili, pa me pač povabili k sodelovanju. Krasna zadeva, ampak na mojo žalost, seveda, moj urnik je zanimiv, dajmo reči. Tako da ne uspemo tokrat izvajati, kot bi si želeli, no, ampak je bilo res lušno narejen, fajn zgodbica, odrasli in otroci so bili navdušeni, no, tako da je bilo res nekaj lepših projektov. Pa kako je bilo, si dejansko ti tudi Lilo Prap poznala verjetno odprej? Ja, sem poznala odprej, seveda, smo mu kar precej brali raznih zgodbic in pravljic, to je imel zelo rad, to je bil ritual in tudi zdaj zelo rad bere, no, tako da nekako se je očitno to mal prijel, tako da zelo, zelo vesela drugače, ker to je en najljubših načinov, no, za preživljanje prostega časa. Prosti čas verjetno je to tudi pomeni ne samo, ko si doma, ampak verjetno tudi med vajami, verjetno nimaš kovate, recimo za opero. Kaj počneš takrat, ko nimaš, recimo, ko tebe ni na vrsti, ko nisi na vrsti? Enostavno pač si na vaji, ne, spremljaš, kaj se dogaja, zato ker moraš seveda vedno vedeti, tudi če te ni na odru, kaj se je zgodilo, ker potem moraš vedeti, kakšno informacijo tudi ti prineseš na odru, ne, na oder, pa kakšno boš odnesel s sabo. Tako da pač se trudiš poslušati in gledati, zdaj pač trenutek za pauzo pride, ko recimo 2 ali pa 3 ponovijo kakšno sceno, to pa zdaj že vem in pol lahko se kakšen telefonček malo pržge, pa se kakšna e-knjiga naloži, pa se kaj prebere. Super, no, zdaj teh e-knjig pa branja nimamo v tej obrazložitvi za nagrado Prešernovega sklada, ampak res bi rad prebral, ker piše, da je Nuškino preklapljanje med žanri naravnost osupljivo, saj se z največjo lahkoto giblje od opere, oratorija in kantate do samospeva, od ljudske pesmi prek popevke in francoskega šansona do muzikala. Ta beseda je zmeriti, zakaj ne veš, kako bi jo rekel, kaj jo hočeš. Jaz isto, vedno imam zadrego, kako bi to zdaj... To, ko se poje, pa pleše. Popolno obvladovanje pevske tehnike Nuški Drašček omogoča razpreti razkošno pahljačo vseh tančin glasu, ki se gladko in naravno giblje od ekstremnih nižin do ekstremnih višin, pri čemer se v izrazu brez težav obarva tako lirsko kot koloraturno in globoko dramsko. Ja, mislim, obrazložitev je res krasna, no, moram reči, da to je kar lepo prebrati. Mene zanima, kdaj si začela s petjem, kaj itak, si mulc, ne,
vsi pojejo, vsi otroci pojejo. Ampak veš, v otroštvu veliko otrokom reče, ti pa lepo poješ, ne, pa se ne izkaže vedno za resnico. Je pa uno, a veš, te bomo pohvalili. Kdaj si pa ti ugotovila, da ti gre petje res dobro od glasilk? Super. Veš kaj, težko bi rekla, kaj je bil moment, ker sem res pač vedno pela. Vse sem že parkrat povedala, ampak res je, ker sem mami vprašala, kdaj sem začela peti, rekla takrat, ko si začela govoriti. Tako da to je bilo res zelo zgodaj. In nikoli se niso stavila potem. To pa še nisem do konca vsega povedala, veš. Tako da skozi sem pela, nastopala tudi že vrtec, pa potem v osnovni šoli šla v zbor, pa tam prepevala in tako. Tako da to je bilo vedno, pa doma smo tudi veliko pel in tako, tako da jaz sem skozi imela neko melodijo ali v glavi, ali pa na ustnicah, tako da nikoli ni bilo neke tišine. Sem pa res dost kasneje nekako, ni tisto, jaz bi pa to skozi bi to delala. Enostavno, to je prišlo res dost kasneje, v bistvu šele na faksu. Aha, se pravi, ti si prej imela neke čist druge vizije sebe. Kaj bi Nuška počela, če ne bi bila pevka? Dolga leta sem hotela biti učiteljica kakšnega jezika, angleščine ali pa mogoče kasneje tudi v srednji šoli francoščine. Potem pa, ko sem šla na fakulteto za družbene vede, sem študirala mednarodne odnose, sem pa imela željo biti diplomat. To se mi je zdelo, da bi znalo biti dosti dinamično pa zanimivo pa tako. Ampak sem pa takrat tudi pela v 2 zborih, HPZ Tone Tomšič, pa potem kasneje Perpetuum Jazzile in nekako znotraj tega, pa tudi polk sem začela se v bistvu učiti tudi solo petja, vokalne tehnike na ta res, bom rekla, pravi način. Je pa nekako prišel en moment, ko sem pa si ali priznala, ali pa se mi je lučka prižgala, da v bistvu sem res najbolj srečna na odru. V smislu tega, da imaš neko kreativo, se pravi, nekaj ustvariš in ljudem nekaj lepega daš. In to se mi je zdelo veliko boljš, kot pa kjerkoli druga alternativa. Pa se na nek način si tudi diplomatka, glede na to, kar sem malo bral na tvoji spletni strani, kje povsod si, tudi po tujini nastopala, zastopala barve naših glasov, sicer ne vseh, predvsem mezzosoprana, druge barve so drugi imeli čez. In mislim, da je v Kazahstanu si dobila neko nagrado za izvajanje pesmi v lastnem jeziku, iz svoje države. Koliko je tukaj pravzaprav pomembno potem dati, treba mogoče še kaj več dati, ker ljudje ne razumejo tistega, oziroma ali je to podobno kot v operi, ki se itak tudi po italijanski poje, pa ljudje pa tako malo super, če nisi ravno. Ne, zelo dobro vprašanje. To je bilo pa že kar nekaj časa nazaj, mislim, da 2007 ali 2008. Imeli so v bistvu eno kategorijo, oziroma tekmovanje je bilo tako zastavljeno, da si najprej odpel pač eno skladbo v slovanskem jeziku in potem eno v svojem maternem. In jih je to prepričalo, tako da sem dobila nagrado za to, za interpretacijo. Ampak meni je to zelo velik izziv, da me razume tudi tisti, ki ne govori tega jezika. To je zelo in moraš pač mečkem boliti v interpretacijo. Zdaj, tukaj je bilo v bistvu pop tekmovanje. Ne, da ni istih interpretativnih možnosti, ampak so pa krajše. Ker v eni operi imaš ti kar precej časa, da razviješ svoj lik, pa da pokažeš, kakšen lik je, pa da z barvami prikažeš vsa ta čustvena stanja. Pop komad je 3 do 4 minute in to je to. In je treba iz prve na 400 in je. Ampak jim je bilo všeč. Mislim, da sem takrat pela Nora sem, da te ljubim. Ta skladba, ki je Rudi Gasmijo naredil, oziroma Rudolf Strnad, in je naredila res vtisno. Super. Pa me pa zanima, na kateri točki, se pravi, je v eno smer, da si v zborih, se pravi, solo petje proti operi, po drugi strani si se tudi udeleževala teh TV oddaj, pevskih, 2004, če se ne motim. Kaj je bil pa tukaj, kaj je bila motivacija, da si se prijavila? Veš kaj je, jaz sem solo petje začela dejansko tudi 2004 in zdaj to je dolgotrajen proces. To ni, prideš na 2 ure pa, znam, ne. Si rekla, prijedemo pa do opero, bom pa še tole pop sceno si pokorila, ne. Pol urce imam cajta, veš, pa ne, ni tako, to res traja. Tako da v bistvu, če gledam zdaj samo na ta operni del, je to res nekaj časa traja, se pravi, kar nekaj let, da prideš do neke faze, ko si tudi dovolj, bom rekla, tudi vokalno sposoben in tako, da lahko greš dejansko na oder. Prej že nastopaš s kakšnimi skladbami normalno, ampak ni pa to še operna vloga. To je proces.
Sem se pa leta 2004 prijavila na Idola. Motivacija je bila pa samo to, da bi rada sprobala širšo publiko. Ker jasno, v domačih radečah so me imeli radi, v Celju sem tudi nastopala, v srednji šoli so me že poznali, pa spremljali, pa bili vedno nekako z mano. Ampak sem rekla, zdaj, če bom res razmišljala v to smer, moram videti, če se tudi ljudje, ki me ne poznajo, pa ki me prej niso nikoli slišali, če se bojo odzvali. In so se. Evo. In je bilo dobro. In je bilo dobro. In veš, nekako bolj skozi, bom rekla, mi hodita ti dve stvari, če zdaj v grobem ločim na klasiko, pa na klasiko hodita vzporedno. Ja. Več, ko spoznavam svojega vokala preko klasike, bolj, ko obvladam ta inštrument, lažje mi je bilo udejstvovati se na vseh drugih projektih tudi. Ne? In nekako sem dvoživka, absolutno, ampak rabim oboje. Zelo težko bi, mislim, zelo mi paše, recimo, če imam veliko v operi, ne, če so polne sezone, zelo rada pol poslušam in tudi izvajam kakšne žanre, ki so čist drugačni, ki je drug tip svobode. Ne. Opera da ogromno, ampak ima neke svoje zakonitosti, normalno, tako vsaka stvar. Ne. In mi je zato tako pol zanimivo imeti kakšen koncert, ki pa grem s kakšnim res, ne vem, jazz pianistom ali pa nekaj, ko naredi neke postope in mi je tako, kako je to dobro slišati, veš, in se pol pač ukrcati na to in dalje, ne, to mi je super. Trenutno pa ravno, ko smo pri teh, bi rekel, odvrtkih, od obljivih koncertov z idrijskim virtuozom meha, z Markom Hatlakom. Kako ga lepo. Jaz sem Marka Hatlaka prvič spoznal, poslušal, ki so bili še hidrogliste. Ne vem, si slišala to zdaj. To je bil kolektiv iz Idrije. Bili smo na Copa Festu. Sprav si lahko predstavljaš okolje, ne? In potem pride Hatlak in razturi harmoniko. Pride Tomaž Kosmač Kozmo, bere uno svojo punk prozo. Vmes imamo slikarja, ki nekaj tako. In si prav človek, ki je iz tega undergrounda ven idrijskega, prišel zdaj pa ne, vse te tange, pa ne vem, kaj se rastorava. Jaz sem tudi imel srečo, da so delala neke pripovedovalske nastope, ampak res, kako sta se našla vidva in kje v kakšno smer potem plujeta? Midva sva se našla čist v glasbenem smislu, videla sva, da sva približno isti tip živali, če lahko tako rečem, v smislu, da nama je všeč zelo širok diapazon vsega in da uživava v vsaki stvari, ki se jo dela. Imela sva par krajših nastopov skupaj in potem sva razmišljala že kar nekaj časa, kaj bi lahko skupaj naredila, pa da dava na pladen na nek način vse tisto, kar naj jo zanima, kar naj jo vozi, kar nama je, in sva naredila ta program v dvoje in imamo vse, od klasike do tanga, nazadnje sva tudi formalno, če lahko rečem, skupaj delala v operi, ko smo imeli Marijo de Buenos Aires, to je bil tudi en lepših projektov skupaj z baletom. Tako da sva nekako vse to povezala, tudi ljudsko, pa tudi popevko, pa se pravi klasika in tako to je nama. Tako bom rekla, no, zelo težko je bilo zbrati, kaj bo vadalo, oziroma če se vse ne bo vadala na program. Jaz sem vidiš, 4 večere zapored, vsak večer drug program. Veš, se imamo cajt naštudirati. Veš, če bi bilo več časa, ni dvakrat za reči, da se ne bi točno tako tudi zgodilo. Veš, vsak koncert čist nov program, ker enostavno tudi on ogromno stvari seveda ve, pa meni ga je strašno zanimivo poslušati, kako igra in tudi kako se loti zadeve. On je en tistih glasbenikov, pri katerem pač tišina dobro zveni. Veš, kaj mislim? Pač tudi ko ni je. Malo zdaj vas je kdo rekel, da važni so tudi tisti toni, ki jih ne odigraš. Pa Mozart, da glasba se zgodi tudi v tišini. To je res, ker takrat malo zadihaš, pa izzveni ali pa prihaja. To je pač, ker si na odru, ker imaš svoj ritem. Mislim, se tudi ali pripovedovalsko steno, važen je ritem in tudi pauze so del tega občutka, koliko potegati, koliko tišine dozirati ljudem. In veš, meni je recimo tudi to zanimivo, ker določene tišine, če sva že glih pri njih, začutiš ti, tudi kot izvajalec, ampak določene ti pa publika tudi narekuje. Meni je to nekaj čisto posebnega, ker priješ včasih pred kakšno publiko, ki je tako skoncentrirana na te, na vsak tvoj vdih, da si sam tako, kaj naj vam dam, da upravičim to zaupanje zdaj, ki ste ga izkazali, ker so tako, daj mi. In je to, mislim, perfekten, sem se čisto naježila, to je perfekten, ampak je pa ful odgovornost. Pa pri petju je tudi tako, jaz sem pri sebi, pri stand-upu, sem se moral naučiti ravno tega, da se tišine ne bojiš. Ker to, kar si na odru, kar imaš v glavi, zdaj moram pa skozi in stalno in vsako sekundo ljudem nekaj dati, brez predaha. Absolutno se moraš tega naučiti. To je proces učenja, to so koncerti in nastopi in
vse živo, to moraš, se pa vse en kdaj zgodi tudi kakšen, recimo tam je bo po mojem vedno ostal v spominu, no, ko smo imeli predstavitev zgoščenke Rebel v City teatru, sem se odločila pač, da bom koncert začela tako, kot je pač plošča, se pravi a cappella, La Vie en Rose, ne. In smo si nekako zamislili tako, da bi prišla gor čist v tišini pa v temi in da bi začela peti iz teme. In da me pol čist počas luč osvetljiv, se pravi, da me najprej zaslišijo, preden me vidijo, ne. In potem se pač ta luč dvigne in jaz pojem, meni se je zdelo vse v redu, ne, in jaz gledam ljudi in ljudje pač nepremični, ne, in meni v glavi seveda 650 scenarijev, mikrofon ni prižgan, fušaš, ne slišijo te, nekaj je narobe, kaj se dogaja, popravi. Prišli so na Stareta pa Berganta, a veš, mislim, ne, res je bil tako, ker so bili tako tih, da sem imela občutek, da bi se naredil vakum. In me je zagrabila totalna panika, sej valjda ne pokažeš, ne, ker spet izkušnja, ne, ampak polil me je po hrbtu tako, se ka nekaj je narobe, jaz grem zdaj domov, ali nekaj, ne vem, ne. In pol, hvala Bogu, zagledam tam druga, tretja vrsta, pač eno prijateljico mojo, ki je bila tako. In sem po njenem izrazu pač, a je ne, fajn vam je, ampak, veš, in bolj po prvi skladbi, ne, 10 minut aplauza, super, ampak vmes mi je bilo pa nekaj narobe, ker, veš, tiska glas zveni in pride ta tišina in je res tišina, tako vrhunsko, ampak prvo sekundo me je pa taka panika zagrabila, res nekaj neče, okej, to je to, hvala lepa. To je single, bo ne bo plošča, single je. In ta Rebel je poezija, mislim, šansoni Edith Piaf. Tukaj se vidi tudi ta tvoja ljubezen do jezikov, ki si rekla, da bi bila lahko učiteljica, da si želela biti mogoče. A pa te je kdaj imelo tudi, da bi se pravi, plošča je v francoščini, odpeta. A te je kdaj prijelo, da bi tako, kot je Brane Završan delal Žaka Brela, da bi jo predstavljala tudi v slovenščini, ker jaz priznam, jaz sem anglist, in jaz pač francoščino, ki jo vidim napisano, ki pa vidiš vse besede, ki so jih Angleži pokradili, pa so jim je pač Normani poturili, prepoznam, v temu pa ne. In resno, z Brelom se je meni to zgodilo, se prej je bilo kul poslušati, ampak pokaj pa Brane pa doživiš. Veš kaj, to je krasno, narejeno in to mora potem, če se že lotiš česa tazga, to mora biti pol res poglobljen prepev, ne sam prevod. In mogoče, glede tega, ker govorim francosko, nekako nisem čutila te potrebe. In tudi želela sem v bistvu tudi z interpretacijo, to, kar sva se pa prej pogovarjala, dosež, da tudi nekdo, ki ne govori francosko, ve, o čem pojem. Tako da mi je bilo to, mislim, ker francoščina ima en tak čist svojstven ritem. To je jezik, je tako poln neke simbolike v načinu, kako postavijo besede zraven druge. Meni je to tako fascinantno. Zelo, zelo dobro ujame melanholijo. Da je to neko mehkobo glasov ima, da lahko to malo žalost. Pa v bistvu, če tako pogledaš, je dosti trd jezik, ima te r-je, pa te nosnike, pa vse to. Ampak pa zategneš? Ko pa začneš, ima pa to vse neko tako, ker mal te odpelja, mal bi... To je res, se pač tako kot francoščina dejansko velja za jezik šansonov, je pa italijanščina jezik opere. Zdaj, oper je Terry Pratchett v knjigi Masquerade, ena od čarovnic reče prav takole, dejansko obstajata dve vrsti opere. Najprej imaš težko opero, kjer ljudje pojejo v tujem jeziku, in je besedilo umiram, umiram, točno to počnem. Potem imaš pa lahkotno opero, kjer pojejo v tujem jeziku, in je besedilo pivo, rad pijem veliko piva. Čeprav včasih namesto piva pijejo šampanjec in to je opera. Zdaj, koliko je ta točna definicija? Veš kaj, sarkastična seveda, ampak tako bom rekla, v operi se glavnina zgodbe v bistvu zgodi v recitativih. To je tisti del, ki ga publika mogoče še najmanj rada posluša, ampak tam je zgodba. Arija kot arija ima večkrat kot ne dosti repetitivno besedilo. Ampak v osnovi... Ne morem spati. Joj, niga, moja ljubezen, srce ranjeno in tako, in pol pride mezzosopran in vse uniči, ker je pač ali čarovnica, ali pa prodajalka ljubezni, ali pa mogoče mama, ali pa grda mačeha. Skratka, veliko se hecamo, da pač sopran pa tenor, to je nekako najbolj klasičen, bom rekla, operni par, in pol prije en bariton ali pa en mezzo, pa vse skup zašuštran, to je to. Ampak, je
dost blizu, ne, umiram, umrla. Ne, tako. Tisto, kar je pa veselega, je pa tudi tako. Ja, so kakšne res, vedno smo imeli v lanski sezoni, smo imeli Italijanko v Alžiru, recimo, nekaj že napisano, tako pa je Rossini, je seveda tehnično zelo zahtevno, ampak to smo se tako smejali. Tudi zgodijo se ti momenti na odru, jaz vem, da sem enkrat, ker je pač moj soigralec, sopevc, takrat sva prvič imela skupaj predstavo, en tak izraz je naredil, da sem gladko 2 fraze naslednje mogla spustiti, ker sem se tako smejala, da sem se kumi pobrala. Ne. To se ti pač zgodi, ne sploh. Če greš, recimo, to se mogoče publiki včasih splača, iti pogledati zadnjo predstavo v nizu, ne, ker takrat si ponovadi soigralci, sopevci majčkeno privoščimo drugega. Ne. Pride, recimo, ker treba, ne vem, pivo prinesti na mizo, pa je ta pravo pivo, pa če ne veš, ne. Ja. Ali pa recimo nazadnje na Werterju, recimo na moj kolega, drugemu kolegu prinesel Kranjsko, pač, ne. Skratka, se dogajajo, rahle režijske spremembe. Rahlo po balini, se pravi, da ekscesi se ne dogajajo samo v zaodrju rock koncertov, ne, ampak... Ja, lej, moraš na zadnji predstavi moraš biti kar pripravljen, ne, sploh moraš zelo dobro vedeti, kdo je s tabo v zasedbi. Koliko pa so potem te dolgi bloki, v katerih ponavadi nastopate, se pravi, aj to ne, en teden ponovitev, 2 tedna, kako vas ponavadi? Ja, veš kaj, v bistvu, ne, to sem zdaj zadnje čase imela kar parkrat že v tem debatu, ne, ogromno enih priprav, ti moraš vedeti, recimo eno vlogo pripravljaš zagotovo vsaj pol leta, če ne več, zagotovo. In potem imaš, recimo, v nizu je 7 do 8 ponovitev in ker smo ponovadi dvojna zasedba, poješ 3 ali pa 4. Torej, to je zelo malo, ampak je pa tist na 600%, mora biti pač vsakič dober. Vse se potem zgodijo še neke ponovitve mogoče v naslednji sezoni, pač odvisno od plana, ne, ker imaš že druge premiere in je zelo težko, ne, tako da včasih mi ljudje pišejo, ne, pa sem mislila iti gledati, moraš iti takrat, kaj je, ne, ker dejansko pol je konc, ker gre zadeva naprej, ne. In točno to, kar si ti rekla prej, ne, da pa pride mezzosoprana, ne, pa to, pa to jaz se spet ponavljam, opera, pa sem vodil te neke od glasbene mladine, kjer se tudi opera predstavlja, ampak ne, da ravno to, da so glavne ženske operne vloge praviloma namenjene sopranu, a ne, razen mogoče Carmen, ne. Ja, no, vseh je še nekaj, ampak da večinoma si pa unka pride tako malo bad guy ali pa neki, ampak je tudi bolj zanimiv, ne, se pravi, a pa ste mezzosoprani neki taki bolj to, tako kot imaš v Hollywoodu, več karakterne igralce, a ne, tiste, ki so, se pravi, imate več, več mogoče prožnosti v teh oblikovanju svojih vlog, ker niso nujno pač te pozitivni pa trpeči liki. Veš kaj, v bistvu na nek način ne, saj tudi, da ne bom krivice delala, tudi soprani imajo velik razpon, odvisno tudi, ali je liričen sopran, ali je dramski sopran, recimo, ne. Ampak mezzosoprani, recimo, tudi te vloge, ki sem jih jaz imela do zdaj, ne, je bil že verski fanatizem, ne, Devica Orleanska, bila je zaljubljena naivnost v Pepelki, spletkarstvo v Italijanki v Alžiru, nesrečna in neskončna zaljubljenost v Werterju, vprašljiva morala v Carmen, dajmo tako reči, ali pa. Koliko ti je pa recimo, tudi to, ne, tu si že rekel pri šansonu, da pričaraš, a ne, tudi če ne znajo, se pravi, koliko ti je to pomembno, se pravi, da pri operi ravno to, ne, da ni samo petje, ampak da je dejansko tudi igra zraven, ne, koliko uživaš v tem, da je ne samo glas, kaj treba, ampak da pač v celoti ne zavzameš neko osebo. Zelo. To je en tak čist poseben, ker seveda so določeni deli karakterja vsakega lika tudi deloma tvoji, ne. Zelo mi je všeč to, no. Čeprav je včasih malo naporno, sploh če greš v kakšne, bom rekla, čustveno intenzivne like, ne. Taka bi recimo Devica Orleanska ali pa tudi zdaj Charlotta, recimo, ne. Tudi Maria de Buenos Aires, ne, nazadnje, čeprav je nismo operno izvajali, ker je tango, ne. Ampak tisti, ki so recimo čustveno intenzivni, ki zahtevajo nek notranji boj, to je včasih kar malo utrujajoče, rabiš pol kar nekaj časa, da jih spustiš, ne. Ampak mi je pa to fascinantno, ne. Iskati, raziskovati, zakaj je tako odreagirala, zakaj je pa to zdaj zmotilo, ne, ker seveda mi ni vse blizu, normalno, ne, iz tudi z današnjega stališča gledano, nimaš niti istega načina reagiranja ali pa ne čutiš svoje vloge kot ženska v družbi na tak način, kot je bilo takrat definirano, ne. Tako da je bilo to zelo težko včasih ujeti, ampak vedno se pa najde znotraj libreta, saj jaz tako delam, no, da najdem neko frazo, nek delček tega, ki mi lik definira. Tako mi je bila recimo pri Carmen libre le ne e libre le mora, svobodna se rodila in svobodna bo umrla. Je ljubezen, seveda, in ona ve, kaj je, in tako, ampak ona se ne da, ne. Tako da, a veš, pri vsaki vlogi neki najdem
neki, da je tole mi je leitmotiv, recimo, ne? In pol iz tistega, ker seveda nijans je pa ogromno, ne? Imam pa to srečo, da pač poznam tudi nekaj igralcev in jih včasih kar mal, ker res si ne želim biti repetitivna, ker hiter padeš, če nisi pač, ker tukaj imamo le, oba pola morata biti enak dobra, ne? Se pravi in pevsko in igralsko, ne? In zdaj, vse te stvari ti pa v bistvu narekuje glasba, ne? Glasba zelo oriše, kakšen je ta lik, oriše, kakšen je njegov odnos do sveta, oriše, kako na določene besede odreagira. Ne? In to je znotraj tega, se pravi, tudi če te besedilo nekaj narekuje, ampak znotraj tega so pa nijanse, ki so pa zelo jasno orisane v glasbi. Ne? In hiter padeš v neke ponavljajoče se geste in tako in temu, če se le da, se skušam izogibati, no? Tako da pol včasih, Dik, kako bi ti to, kaj pa če bi tako povedal, pa ne, in ti pol odprejo čistene, ker prek njihov proces je pa še bolj drugačen od našega, ne, mislim, in to mi je fascinantno, ne. Se pravi, ti je bila, ko si te vloge opisovala, pa to, ti je bil očitno tudi Elza, ki si jo odpela kar pisana na kožo. Ja, Elza je bila, to je pa tudi ena taka lepa izkušnja, no. Koliko je bilo pa mogoče tukaj tudi pri Elzi to, zdaj ne v operi poješ, pač so arije, ne, vemo, ne, smo napisali v italijanščini pojem, se pravi, tukaj pa jasno, ker je šlo za sinhronizacijo, ker gre za film namenjen otrokom, je prišlo do prepesnitve, potem besedila iz Let it go v Jaz živim. Zaživim, ja. Zaživim, ja. In koliko je pa tukaj pol tega, bi rekel, stalnega primerjanja, ne? Ker recimo, itak poznajo tudi, vsi bojo slišali tudi original, vsi bojo slišali tudi s tistim besedilom, a se dogajajo pa primerjave z izvirnikom, oziroma tudi tle, a se je tle tudi pol ta pesem, ki so ti posnela, a je se tudi v slovenščini predvajala kaj po radiju, ali je bila samo znotraj filma uporabljena? Za predvajanje ne vem, je pa jaz kar precejkrat še vedno pojem na dobrodelnih koncertih, ker to se otrokom To je neverjeten kak odziv. Mislim, to Ledeno kraljestvo in Enka in dvojka, to je bilo neverjeten. Sicer so mi polkašni starši pisali, saj te imamo radi, sam ne morem te več poslušati, ker so skozi mogli nazaj. Ampak sinhronizacija, ne, ti te skladbe ne dobiš prej. Ti jo prvič slišiš, vidiš, pa tudi ne do konca izrisano zaradi zaščite vsega možnega, jo šele v studiu. In tam dobiš, torej, prva informacija slišiš, potem imaš note, ki jih glavna pevka ne nujno vedno upošteva, ima tudi svoje okraske in zraven še takoj prepev. Se pravi, ti moraš zdaj, nota, melodija, besedilo drugo in hkrati poskušati loviti usta, plus to, da lahko tvoj posnetek celo zavrnejo, zaradi tega, ker se moraš poskušati barvno in izvajalsko čim bolj približati originalu. Tako da meni se je zgodilo, da sem kakšne višine preveč odpela, in so hoteli, da je malo bolj, da je malo drugače. In smo iskali, moraš se res poskušati, tako da ni čist nuška, ampak je nuška, ki posnema Aidino Menzel, ali kako je že bila, kaj je že Travolta jo prekrstil v neki... v neizgovorljivo, nekaj neizgovorljivega. Tako da zelo so občutljivi na to, da je barva čim bližja, da je odločnost in vse, kar pač ona naredi, da se skušaš temu čim bolj približati. Tako da ni tako, da bi prišel pa bom jaz, ne, imaš začrtane smernice. No. Ampak tukaj verjetno bilo, si ti pol tudi za celo risago, ti si samo pesem sinhronizirala, ne? Ja, samo pela, Alenka je delala pa govorni del. Ok, zdaj pa smo opero, smo šansone. Ena stvar, ki je pa tudi, recimo, kakšna je pa razlika, ker si nastopala tudi v muzikalih, se pravi, od Moje pesmi, moje sanje, ki je eden najbolj legendarnih, poznanih, recimo Vesne, narejene po filmu do Kur, ki sva jih že omenila. A je tukaj bolj opazna ta sproščenost v primerjavi z opero, ali je kljub temu, mislim, seveda je resno delo, ne zdaj pač, da jemlješ z levo roko, ampak pač tudi recimo percepcija občinstva, ki pride, kaj so pa te stvari, recimo, ki jih v operi ne doživiš, na odru jih pa pri muziklu. Zdaj, glavna razlika seveda je samo ozvočenje, se pravi, smo na mikrofonih, kar pomeni, da si lahko mogoče kakšno stvar privoščimo tudi bolj povedati. V operi je le pomembno, da ti moraš priti čez orkester. Zdaj pač, ali imaš nizko, ali imaš visoko, moraš priti čez, ne? Dajmo to je ena stvar, ki si to rekel, ena stvar, ki, tudi to poznam iz Prečeta, ne? To,
se pravi projekcija Ja. glasu. Ne? Ja. Se pravi, da vi ste operni pevci, pevke ste sposobni, se pravi, ti sediš tukaj, Ja. ampak si sposobna zapeti, kot da se slišiš, da bi bila tam. Ja, veš kaj je, prid moraš čez. Ne? In zdaj, jaz se sicer s profesorjem nisva nikoli pogovarjala o tem, kako je treba projicirati ali pa nekaj. Delaš pač na tem, da je glas najbolj pravilno postavljen v telo. To je to. Se pravi, in pri petju, sploh pri opernem, uporabljaš celo telo. Tvoje celo telo je inštrument. Ni glasilke, so samo sredstvo, prek katerega pride zrak in potem to vibrira in je to tone. Ampak če ti nimaš opore v telesu, bo poškodba. Ne? Ker če takoj, ko pritisneš na ta material, Ne, tle, prepona. ja, ne, prepona pa... in odprtost. Skratka, jaz recimo, ko pojem, imam občutek, kot da sem do stropa in korenine. Zalebdim, ja, to ne. Tako da to in moraš na tem je res treba skozi delati, to je trening vsakodnevni pač, ne. To ni, prideš pa malo poješ, ne. Ja, Sicer je, mislim, cilj je, da zgleda tako, kot da je, ne. Mora biti zelo lahkotno. Mora biti naravno, ne. Mora ljudje misliti, da ja, ona pač tako govori, ona tako poje. Ne. bi bilo precej naglas, če bi bilo skozi tako, ne. Ampak tako da to, ko imaš še enkrat... Pa doma otrok reče, ne se mami skozi to glasna. Ja, ne. Ker ne naredim naloge, je to glasno. Ja, tisti pa drugo. Tisti pa, sam ni, se ga kar da prepričati, no. Ni treba da velikrat dvigant. Tako da ja, ko imaš enkrat to postavljeno, ne, potem je to, zdaj pa seveda tudi imaš različne glasove, Eni so večji, bolj dramski, dramatični, se pravi, to govorimo o Verdi-Wagner repertoarju, ki so res, to so čisto posebni glasovi. To so recimo ta stara generacija, ne, Birgit Nilsen, recimo, ne, take, ki to je šlo res čez. Ne. Zdaj pač tudi, bom rekla, zdaj visoki toni lažje pridejo, čist zaradi krivulje, če drugega ne. Ampak imaš glasove, ki so še posebej močni, ker enostavno jim je to tudi mal dano, mal je votlina drugače, ne znam čez dobro opisati mogoče, no, ampak tako da ja, pri operi seveda tega momenta ozvočenja kot pri mjuziklih ni enostavno, ne, in moraš vedeti, kje dozirati in kako dozirati, da prideš vedno čez. Se mi pa zdi, da pri mjuziklu mogoče ena glavna razlika pač z opero je seveda to, da ljudje tudi pričakujejo te velike skupinske točke in plesne. Ne, to je še ta tretji aspekt, ki ga mogoče v operi sej, ja, kdaj kaj zaplešemo, ampak Samo bomo zavrteli okoli majhen. Ni pa YMCA momentov, ne, če lahko rečem, ne. Tako da to je, se mi pa zdi, da je publika dosti odprta, no, tako da zadnja leta ta, bom rekla, muzikal scena pri nas kar lepo živi, no. Kljub temu, da nimamo posebej šole temu namenjene in da ni to stalna praksa in da to je nekaj, kar se je treba prav specifično učiti in tako, ne, ampak se mi zdi, da zelo lepo živi, no. Zdaj pa preden pregrneva mizo z dobrotami, ja, bi te pa samo vprašal še zdaj, glih to, kar si rekel, ne, se pravi, glasilke so dejansko samo tisti zadnji korak, skozi katerega gre glas, ki ga oblikujejo, ne, niso potisno sredstvo. Kakšne trike pa to vse imaš, oziroma neke rituale imaš za to, da ti glas se ohrani, da je glas na tej moči, ki mora biti, se pravi, imaš mogoče tudi kakšno, recimo, vrsto hrane, pijače, ki je ne smeš. Jaz ne vem, ker sem se pogovarjala s Tonetom od Mi2, je rekel pač, on ima narej dopust, zato ker takrat lahko radenske spije, kar hoče, da drugače, recimo, zaradi glasu ne upa. Ne? Veš kaj, jaz bom rekla, glavni in najpomembnejši rituale, pa bom rekla dva, no. Eno je upevanje in drugo je spanje. Kako drugo uspe v tem svetu? Ja, s kavo, če ni spanja. Ne, malo se hecam, ampak ja, idealno bi bilo, ne, če bi lahko, to glasu najbolj koristi. Najbolj naravno, se pravi, spanje in pa tišina. Drugače pa pred vsakim koncertom, nastopom pač upevanje. In vedno so pojem klasično, ne glede na to, kaj imam za pet, zato ker gre za najbolj celovit in najbolj pravilen način uporabe celotnega pevskega aparata. Koliko časa ti pa pa vzame to, da se upojaš? Čisto odvisno. Osnovne upevalne vaje tako, 15 do 20 minut, potem pa ponavljam še kakšne fraze iz oper in ne nujno iz tiste, ki jo bom recimo izvajala, ne? Ker so določene frazice, ki
za katere jaz vem, pri čem mi pomagajo. Ne? Da preverim, ne vem, koliko je zrahljano vse skupaj, grem s kakšno koloraturno frazo, pol recimo zato, da odprem še spodnji spekter, kakšen del fraze odpojem oktavo dol in tako. Ne? Skratka, to se mi zdi, da se z leti nekako človek razvije nek svoj način. Jaz imam 4 vaje, eno gor, naslednjo dol, tretjo gor in še eno dol in to je to. Ne? Prideš pol do tega, ker včasih tudi nimaš izbire. Ja. Se zgodi kaj na cesti, pa prideš malo prepozen, pa je treba pol vse na hiter. Pa že vmes v avto. Imaš recimo pevce, ki se upevajo, ki je predstava že zjutraj, pa potem pauza, pa potem spet. Jaz tega ne morem, jaz se opojem pol ure prej in gremo. Ne? Super. In tako kot si ti ogrevaš glas, si bom jaz zdaj ogrel malo za pestje, ker naj tule čaka ena precej velika košarica šparovih dobrot in dajmo pogledati, s čim nam boš postregla. Tole ni naravnost iz košarice, ne nuška, ampak je majčken predpriprav bilo vseeno potrebnih. Ja. Pa me zanima, kaj je bilo že pripravljenega, preden se je znašlo tukaj na mizi. Okay, se pravi, kruh enostavno pač narežeš na tebi ustrezno debele rezine. Jaz ga pol pač premažem z maslom in ga popečem na ponvi in enako naredim pol tudi z pršutom, ki ga seveda ne mažem dodatno z maslom, ker ne rabim, pa ga dam sam na ponev, da malo zakrkne. Zdaj najbolj idealno je, če se vse skupaj pripravlja kar v ponvi. Se pravi, najprej pršut, pa pol kruhek, pa se da pol malo sira gor, ki se začne že lepo topiti, pa pol pršut gor, ki tudi pol še dodatno stopi sir. Skratka, so variacije, čist stvar okusa in hitrosti priprave. Ja. In to je to. Tukaj noter je pa še poširano jajce. Tako. Lahko začneva kar sestavljati, se pravi, vzameva kos. Predvidevam, da to ni ravno sendvič, ki bi ga sabo nesla v garderobo. Ni. Kaj si pa takrat recimo pripraviš? Ponavadi takrat, kadar vem, da bo daljša vaja, pa da bom veliko delala, si naredim ovsene kosmiče, si pokuham, ker je to nekaj, kar pač dosti počas sprošča tudi energijo, potem in dlje časa zdrži. Kakšno sadje za zraven, če pa nuja res huda, grem pa na kakšen toast v kantino. Pač, veš, enostavno je treba imeti dovolj energije, da se vaja oddela. Ne? Tukaj imam jaz v bistvu tudi en del rituala, v bistvu, da 2 ure pa pol do 3 pred predstavo neham jesti. Pol seveda, ko je predstave konc, imam ponovadi kakšno banano ali pa kaj takega imam s sabo, ker drugače seveda, če ti nehaš jesti 3 ure prej, predstava traja 3 ure, na konc bi vdihnil frižider, sam da bi nekaj pojedel. Ne? Super, namažemo. Ja, to pa čist po okusu. Ne? Zdaj pač tule imava en čilijev namaz, lahko tudi domače narejenačilijeva marmelada ali pa pač kaj takega. Jaz imam rada, da mečken zapeče. Gorčica, to imam pač, jaz imam rada, mi pa še spodaj. Mogoče pršutka, evo, hvala. Bošenkos. Seveda. Takole. Paradižnik. Čist pač tist, kar človeku paše, kar mu je dober, pa kar so že glih tako lepo pripravili, tole baziliko bom še eno. Se pravi, a pa tak sendvič pripravljaš je dosti odvisno recimo od tega, da pač pogledaš po hladilniku, da je ta tudi sendvič, ki ti pomaga zaloge malo sprazniti. Ja, tako. Zdaj pa lahko daš avokado že noter, jaz ga dam na vrh. Ga imam zelo rada, tako da jaz si kar celo polovico prvoščem ponavadi. Ni problema. Oziroma celega. Bom sledil zgledu. No, daj. Evo, jajček čez in pol upaš na najboljše. Da vidimo. A kaj solimo, popramo še po vrhu? Ja, po jajčku lepo popr, lahko tudi chili flakese, če jih človek ima rad in če jih ima. Tole bom pogledal, kaj je to. Tole je sol, predvidevam, po barvi. Ja, se piše gor, vse je. Aja, tle pa P, no, vidiš, no. Pomaga, če človek zna brat. Ful prav pride večkrat. Ali pa če se mu da brat. Ja. Sem tole že kar malo pripravil. Ja. To je pa prednost voditeljev. Včeri, ne, seveda so rekli, zdaj smo ga že parkrat gledali v tem podcastu, kako je. Dajmo prosim, dajmo ne zaupamo mu to. Evo, to je to. To je to, se pravi, ni za vsak dan, je pa dober. Zdaj pa zarežemo, zdaj pa upam, da imamo kakšen zoom oziroma, da bojo pol dali to odbil, se pravi, ko zarežeš noter. Ne bi se razli, upam, da ga... Pa še malo popra zdaj čez to. Ja. Evo, lega. A veš? To pa, teče dol.
Kako mal je treba, da človek srečen. To je to zdaj lahko. a ne? Zdaj se tega lahko lotiva. Jaz ti bom Okej. zaželel dober tek. Jaz tudi tako. Se ti še enkrat zahvalil, ker si vzela čas za Šparov podcast po mojem okusu. Z veseljem. Ne, to da je.